Danes smo tukaj, da prosimo javnost za pomoč pri prepoznavanju morebitnih žrtev, za katere menimo, da so bile tarča zlovešče in obsežne ljubezenske prevare. To je zelo nenavadna epizoda oddaje Prime Crime, saj nas je FBI prosil, da sodelujemo v tekoči preiskavi, kar je izjemno redko. Toda ta primer je tako izjemen, da prosijo za vašo pomoč, da bi domnevnega storilca privedli pred roko pravice. Zvezne oblasti pravijo, da je 43-letna Aurora Phelps iz Las Vegasa ciljala na starejše moške in jih omamljala z nevarnimi količinami pomirjeval. Nato je ukradla vse, kar je lahko. Aurora Phelps je obtožena vodenja mednarodne ljubezenske prevare, ki se je končala smrtonosno. Ne vem, če obstaja boljši način za opis kot ljubezenska prevara na steroidih. Mislim, da res je tako. Ko je dobila, kar je hotela, njihovo premoženje, verjamemo, da je nekatere od teh oseb ubila. Nekdo bi lahko trdil, da je serijska morilka. Do zdaj FBI pozna 11 žrtev, vendar jih je morda še več. Res je plenilka brez primere. Kar je storila tem moškim, kako jih je prevarala, kako jih je zvabila, kako jih je zapeljala, je nekaj, česar v 44 letih poročanja o kriminalu še nisem videl. Moj oče, John Wins, je bil izjemen, nadarjen gospod, ki je večino svoje kariere delal kot inženir. Rad je slikal. Oboževal je svoje pse. Poskušali smo stopiti v stik z njim, a ni odgovarjal na telefon. Poklicali smo policijo, da bi preverili, če je z njim vse v redu, in so šli noter ter rekli, da je videti, kot da je kraj bil zapuščen v naglici. Takrat sem prijavil njegovo izginotje. Za Auroro Phelps smo dejansko izvedeli leta 2022. Za nekega gospoda tukaj v Las Vegasu je bila vložena prijava o pogrešani osebi. Mislim, da je prav zato ta primer tako zanimiv, ker se je začel kot nekaj tako preprostega, kot je pogrešana oseba. Nato pa se je razvil v to, kar je danes. Prva domnevna žrtev Aurore Phelps, ki je prišla na radar FBI, je bil moški po imenu John Wins in za njegovega sina Mikea, ki ga je prijavil kot pogrešanega, bilo je nekaj stvari, ki se preprosto niso ujemale. Sosed je šel tja, ker so bila vrata priprta, njegovega avta pa že nekaj dni ni videl, poleg tega pa je opazil, da je njegov pes lajal. Nikoli ne bi pustil svojega psa niti čez noč brez nekoga, ki bi skrbel zanj. Tako da ja, bilo je zelo zaskrbljujoče. Tako sem v 2 tednih odšel v Las Vegas. Prišel sem v hišo in vedeli smo, da nekaj ni v redu. Na njegovi mizi je bil kup starih vozniških dovoljenj in njegov prenosnik je bil na mizi. Prenosnik sem odnesel domov in uspelo mi je vstopiti van ter dostopati do njegove e-pošte, ki je že imela vse mogoče nenavadne nakupe. Družina je res opazila te goljufive bremenitve in nakupe Diorja ter drugih stvari. Rekli so, hej, moj oče tega nikoli ne bi kupil. Metropolitanska policijska uprava Las Vegasa, prej sem že sodeloval z enim njihovim detektivom, in poklical me je ter rekel, hej, Zek, imam ta primer. Naredil sem vse, kar sem lahko glede tega. Nam lahko pomagaš? V tistem trenutku sem vedel, da se dogaja nekaj več. Decembra 2022 ali okoli tega časa smo začeli preiskavo. Takrat smo še vedno upali, da se bo vrnil. Ko se pogovarjajo z Mickom Winsom, agenti najdejo namig v nečem, kar je John sam povedal svoji družini. Rekel je, da je sit in naveličan osamljenosti in da si želi najti nekoga. Mislim, da je imel nekaj težav z zmenki. Malo nas je skrbelo, ker je uporabljal aplikacije za zmenke, da bi spoznal ljudi. On pa je bil dejansko prepričan, da ve, kaj počne. Dejansko je celo povedal svoji družini, da ima zmenek z žensko,
ki jo je spoznal prek aplikacije za zmenke. Bil je navdušen nad tem, je povedala družina. In tako je spoznal Auroro v lokalni restavraciji. Zaenkrat imajo preiskovalci le to ime, Aurora Phelps. Zato začnejo raziskovati, kdo točno je in ali je imela kaj opraviti z Johnovim izginotjem. Aurora je stara 44 let. Rojena je bila v Kaliforniji, vendar je odraščala v Guadalajari v Mehiki in tam živela s svojo družino. In že v zgodnji odrasli dobi se je preselila v Združene države, v Arkansasu, kjer se je poročila in kasneje ločila, preselila v Las Vegas in se ponovno poročila. Živela je s svojim novim možem tukaj v Las Vegasu, imela sta hčerko in sta živela v stanovanju blizu središča mesta. Zdi se, da si je Aurora gradila svojo blagovno znamko kot nekakšna vplivnica pod imenom Boreas. Ko je vplivništvo postalo priljubljeno, sem lahko to videl na družbenih omrežjih. Imela je nekaj računov, kjer je snemala videe razpakiranja z luksuznim blagom. Kjer je, na primer, razpakirala torbico, luksuzno torbico in jo razkazovala. In verjamem, da ji je bil všeč ta občutek, ne samo, hej, poglej, kaj imam. Poglej ta čudovit predmet, ta drag predmet, ki ga imam, ampak tudi ta občutek, da je v središču pozornosti in pomembna. Mislim, da se je v tistem trenutku počutila kot superzvezdnica. Počutila se je, kot da je na vrhu sveta. Dobivala je pozornost ljudi, je na družbenih omrežjih, kaže nam ta draga darila, ki si jih je kupila sama. To je kot zadeti na loteriji. In morda to pojasnjuje tiste nakupe Dior, ki so se nenadoma pojavili na kreditnih karticah Johna Wina. Nakupe so opravljali in jih pošiljali naravnost na njeno hišo, Aurorino hišo. In ko agenti raziskujejo globlje, ugotovijo, da je Aurora na družbenih omrežjih uporabljala več različnih vzdevkov ali lažnih imen. Tu je Aurora Phelps, Aurora Alvarez, Aurora Flores Velasco in potem bi imela vzdevke na družbenih omrežjih, kot so Sisi, Boreas, Bori, Laura. Vse mogoče vzdevke. Zavedli smo se, da je morda več kot le pogrešana oseba, kar nam je odprlo vrata preiskave in nas pripeljalo do spoznanja, da ni le žrtev, ampak potencialno tudi umrla žrtev in da so tam zunaj morda še druge žrtve. Ko preiskovalci pridejo do dna zgodbe Johna Wina, kar bodo izvedeli, je skoraj nepredstavljivo. Ampak to bo vzelo nekaj časa. Za zdaj previjajo nazaj in se vrnejo čisto na začetek zgodbe Aurore Phelps. Ko začnemo preiskavo, se velikokrat začne z vračanjem nazaj. Torej, kje je začela, od kod je prišla in kaj je morda počela tam, kjer je bila prej. Pogosto se primeri razvijajo prav tako, da pogledamo v preteklost in ugotovimo, kje so bili in kaj so počeli. To slikovito zgodovinsko mesto v Arkansasu se zdi kraj, kjer naj bi se začele domnevne kriminalne dejavnosti Aurore. Njena prva prijavljena žrtev je bil njen prvi mož, Alejandro Alvarez. Ločila sta se in ko je on dobil skrbništvo nad njunimi 3 otroki, je očitno lažno obtožila njega, da jo je zlorabljal. Obrnila se je proti Alejandru Alvarezu in zlobno usmerjala svojega brata Abrahama v Mehiki. Kako ponarediti telefonski klic, da bi bilo videti, kot da prihaja z Alejandrovega telefona, ji groziti in pošiljati grozeča sporočila. Lahko samo domnevam, da si je želela maščevanja možu, ker je vzel otroke in si je želela, da bi bili otroci z njo. Torej, obtožbo o zlorabi v boju za skrbništvo nad otroki bi zelo pripomogla k dosegi tega cilja. Toda policija je bila na sledi njeni domnevni prevari. Namesto, da bi ji vrnili otroke, so izdali nalog za njeno aretacijo. Kot odgovor na to je Aurora očitno zapustila mesto. Preselila se je v Las Vegas in si tam ustvarila novo življenje. Aurora je pela v skupinah po barih, na neki točki je delala v restavraciji, kasneje je v Las Vegasu prodajala časovne deleže, vendar ni kazalo, da bi imela stalen vir dohodka ali stalno zaposlitev. Aurora je sprva živela s prijatelji v Las Vegasu, med njimi tudi svojim nekdanjim sostanovalcem Sergiem Herrero.
On se tega obdobja spominja kot zelo burnega, milo rečeno. Tako sva skupaj živela približno leto in pol. Včasih je bilo res čudno, veš, kot da v 3 minutah popolnoma spremeni razpoloženje in potem postane res nora. Njen fant se je preselil k nama, veš. Ne vem, zakaj bi prišla s svojim fantom živeti k nama, veš. Tako da sva se malo sprla in nisem bil zadovoljen s tem, veš. Zato sem rekel, veš kaj, tvoj fant se mora izseliti. In gremo v službo, in ko se vrnem iz službe, je zamenjala ključavnico na vratih. Zato sem moral poklicati policijo, ker veš, plačujem najemnino in vse. To je bilo zadnjič, ko sem videl Auroro. Slišal sem, da je noseča. In na koncu se je poročila z njim. Izkazalo se je, da je skupna prijateljica celo opozorila Serhija glede Aurore. Blanca Jimenez je poznala Aurore že od otroštva in sta ostali tesni prijateljici skozi leta. Blackie mi je povedala, da jo je ena od njenih prijateljic poklicala in rekla, veš kaj, bodi previdna z Auroro. Veš, ona je nora. Aurora se je naselila v Las Vegasu s svojim novim možem in malo hčerko. Izkazalo se je, da se je za nekaj časa vrnila v Arkansas in zdi se, da je prav takrat začela razvijati domnevni način delovanja, ko je izkoriščala ljudi zaradi njihovega denarja. Le da tokrat ni bila njena tarča moški. Začela je v Arkansasu s prijateljico. Bili ste prijateljici približno 3 leta pred tem dogodkom. Mislim, da je šlo le za priložnost, ki jo je bilo mogoče hitro izkoristiti, da bi prišla do nekaj denarja. S to žensko se je srečala v hotelski sobi in jo morda omamila. Ugotovili smo, da je dejansko omamila svojo prijateljico, da bi prevzela njeno identiteto in ji ukradla nekaj denarja. Ženska se je zbudila iz nezavesti sama v hotelski sobi. Ugotovila, da ji je izginila denarnica, nato pa je opazila še bremenitve na svoji kreditni kartici. Na srečo v tem primeru ta ženska ni umrla, ampak to je spet odprlo vprašanje, kaj je še storila, kje je bila in koliko drugih žrtev je tam zunaj, ne glede na to, ali so žive ali mrtve. Je bil takakšen preizkus za Auroro? Je uspelo izpeljati to majhno prevaro in ugotoviti, da bi lahko ujela še večje ribe? Začela se je podajati v svet zmenkov in, če hočete, uporabljati ljubezenske prevare, da bi zvabila moške, ki imajo veliko več denarja kot njena nekdanja prijateljica. Mislim, da je takrat ugotovila, da je v tem še veliko več in da lahko veliko več pridobim, če ciljem na takšne žrtve. Postala je pametnejša glede tega, kako izvajati te zločine, kako z vsako prevaro dobiti vedno več denarja. Koliko jih lahko izvede, ne da bi jo ujeli? In kako dolgo lahko to počne? In veste, koliko denarja lahko iztisnem iz ene osebe? In kako lahko to še razširim? Našla je kasico prasico. Ti moški so imeli redne dohodke, bodi si velike prihranke ali pokojnine, v nekaterih primerih tudi socialne prejemke. In ona je vedela, kako to izkoristiti. In ko smo začeli najdevati dokaze, ki so to eno žrtev povezovali z več drugimi žrtvami, in se to samo še večalo, bilo je kot wow, tu se dogaja nekaj, česar še nikoli nisem videl. Njen načrt je bil precej preprost, ko je šlo za spletne strani za zmenke, saj je običajno objavila profil, v katerem je nakazala, da jo zanimajo starejši moški. Ima svojo sliko. In vsak samski gospod tam zunaj si misli, tukaj je mlajša ženska, ki očitno išče zmenke. To ni nič nenavadnega. Kliknem na gumb, vidim, če bo odgovorila in glej ga zlomka, odgovori res zelo hitro. Skušala je biti videti privlačna, zlasti za starejše moške. Zdela se je zelo prijetna. Nič ni bilo motečega ali sumljivega za nekoga, ki je v svetu spletnih zmenkov. Ko bi pogledal njen profil, ti ne bi bilo nič sumljivega. Ljudje opisujejo kot osebo, s katero je lahko klepetati, vljudno in očarljivo, vendar zna spremeniti svojo osebnost tako, da ustreza temu, kar si ta oseba predstavlja, kaj ne? In temu, kar ta oseba išče. Ima sposobnost, da vklaplja in izklaplja različne dele svoje osebnosti. Skoraj kot da je v eni osebi 10 različnih ljudi. Eden izmed prvih moških, ki so se odzvali na Aurorine objave, je živel blizu Las Vegasa. In to je bilo približno leto in pol pred Johnom Wimsem. Imel je dolgo kariero v filmski industriji, delal je v Hollywoodu. In v času, ko se je to zgodilo, je bil upokojen, mu je šlo dobro,
Nekako je užival življenje v svojih 60-ih. In mislim, da je samo iskal nekoga za priložnostno zmenkarjenje in se prijavil na spletne strani za zmenke, da bi poskusil spoznati nekoga. In takrat je spoznal Auroro Phelps. Dejansko ste začela nekakšno zvezo. Srečavala ste se osebno na kosilih. Mike Wins, katerega oče naj bi bil žrtev, je prav tako govoril s tem moškim o njegovi zgodbi. Poskušal se je izogniti razmerju z njo, vendar je ona vztrajala in prišla k njemu domov ter prinesla hrano. Na neki točki sta naročila hrano in jo pustila brez nadzora, se vrnila, začela jesti in nato omedlela, nato pa naj bi bil v svojem domu zadržan približno 5 dni. Povedal mi je, da se spomni, kako se je za kratek čas zbudil, ko mu je ona potiskala še več tablet v usta. In domnevamo, da so mu v teh 5 dneh še naprej dajali zdravila. In na neki točki je lahko, ona je bila že odšla, uspelo mu je priti iz kome in najti rezervni komplet avtomobilskih ključev, ki jih je imel nekje skrite. Poskušal je priti do bolnišnice in je z avtomobilom povzročil nesrečo. Bil je v tako slabem stanju. Prejel je zdravniško oskrbo in čez nekaj dni zapustil bolnišnico. Obvestili so njegovo sestro in prišla je v Las Vegas, da bi poskrbela zanj. Ta prevara se v Vegasu dogaja vsako noč v vsakem kazinoju. Nekdo nekomu potakne nekaj v pijačo, moškemu ali ženski. Gredo gor v sobo, se zbudijo brez ure in z visokim zneskom zaračunanim na hotelsko sobo. To se zgodi, ona je to dvignila na povsem drugo raven. Ta prijavljena žrtev je bila na varnem in se je sčasoma opomogla, vendar je utrpela zelo resno finančno in čustveno bolečino. Ugotovil je, da so njegov iPad, denarnica in iPhone izginili. In na njegovem bančnem računu je bila storjena prevara. Poskušala je unovčiti 3 milijona dolarjev iz njegovih delnic E-Trade. In na to je bilo z njegovega računa USAA prenesenih $65,000. Rekel je, da je poskušala ukrasti z njegovega Apple računa. Spreminjala je gesla in poskušala, pri tem ni bila uspešna, zato mislim, da je poskrbela, da so naslednji ljudje umrli. Celo življenje si delal, da si prihranil nekaj za stara leta in imel ta dohodek, potem pa ti vsem vzamejo. In to v starosti, ko so ljudje ranljivi. In ko se to zgodi, sem prepričan, da njihovo čustveno stanje postane precej slabo. Želel je, da vem, veš? To pa pomeni, da tvoj oče ni bil inteligenten, ker se je to zgodilo. Rekel je, da ta oseba ni dala nobenega znaka, da se mu bo to zgodilo. Veš, ni spraševala o njegovem finančnem stanju ali o čemerkoli od tega. Tip se bo počutil neumno. Noče tega priznati svoji družini. Iskreno povedano, noče tega priznati niti samemu sebi. Mislim, da se to zgodi v veliko takih primerih. Vpliv, ko te nekdo tako prevara, ima globoke psihološke posledice. To je tisto, kar se zgodi po travmi, saj žrtve ne zaupajo več in morajo ugotoviti, kako se po vsem tem spet sestaviti. In to je eden od razlogov, zakaj želi FBI, da delimo te zgodbe. Obstaja strah ali skrb, da je tam zunaj morda še več žrtev, ki preprosto nočejo prijaviti. Nimate samo tega, da ste izgubili denar, ampak vas je zdaj tudi strah to prijaviti. Seveda, ali res želim povedati svojih hčerki, svojim vnukom, da sem šel na spletno stran za zmenke. In ne samo to, ampak da me je prevaral nekdo, ki je bil star pol toliko kot jaz. In veste, s tem je povezana tudi zadrega. In to je ena naših največjih skrbi, še posebej v tem primeru. Na koncu te epizode bodo navedeni kontaktni podatki FBI, če kaj veste in želite stopiti v stik z FBI. Približno pol leta po prejšnjem primeru se zdi, da je Aurora ponovno udarila. Njena naslednja domnevna žrtev je bil upokojenec, ki je živel čez mejo v Mehiki. Moje ime je Robert Kurbach. Ljudje me kličejo Po. Ljudje me kličejo Buba. Ja, klicali so me že z mnogimi imeni. Kaj pa ti počneš? Sem modelski tehnik in zdaj sem član Local 16. V tem poslu sem zdaj že 44 let. Delal sem z nekaterimi velikani, kot so Muddy Waters, Dolly Parton. Imel sem odlično priložnost iti na turnejo s Stonesi, U2, Guns N' Roses, Ozzy, Pink Floyd, Paul McCartney.
Genesis, David Bowie. To je impresivno. V bistvu iz enega, ko sem začel v našem lokalnem sindikatu odrskih delavcev. Bil je nekaj najboljšega zame, ker je bil že dolgo v tem in je bil precej držen ter se ni zadrževal. Ampak Bowie je bil res ljubeč človek. To mi je pokazal s tem, kako me je obravnaval kot sodelavca, kot prijatelja in kot koga, ki ga je mentoriral. FBI ni vedel za Boja Erbacherja šele precej pozno v preiskavi. Začeli smo ga preverjati in tudi njega je njegova družina prijavila kot pogrešano osebo leta 2021. Njegovo družino je že več kot leto dni zanimalo, kje se nahaja, ko smo jih kontaktirali in povprašali o prijavi pogrešane osebe. Imel je posvojene otroke, imel je veliko srce, kot ga opisuje njegova družina. Preselil se je v Mehiko, mislim, da zgolj zaradi spremembe življenjskega sloga, spremembe tempa, saj je bil upokojen. Bo je deloval, kot da res uživa v svojem ritmu, ki ga je našel zase, kot da mu je bilo tam res všeč. Biti na soncu. V Mehiki obstaja cela skupnost izseljencev. In oni, veste, so upokojeni inženirji in strokovnjaki, ki, veste, niso bili milijonarji, ampak so imeli solidne prihranke in dobro pokojnino, ter lahko tam zelo dobro živijo in se zabavajo. Lahko se družijo z drugimi izseljenci, lahko pa tudi srečajo nekoga, kot je Aurora Phelps. In za nekatere od teh moških je bila to smrtna obsodba. Aurora naj bi Boja kontaktirala prek aplikacije za zmenke Tinder, kjer je uporabljala uporabniško ime Sisi. Odšel je v hotel Hard Rock, ker je tam restauracija, da bi se srečal z Auroro, potem ko sta se spoznala prek aplikacije za zmenke. Tako kot pri drugih domnevnih žrtvah, je tudi Bojeva družina poskušala stopiti v stik z njim, a jim ni uspelo, kar je bilo nenavadno. Družina, ki se pogosto oglaša in prejema tudi nekaj finančne podpore od njega, začne opažati, da se prvič spet ne oglaša in drugič finančna podpora ne prihaja tako kot običajno. In pomanjkanje odziva ali včasih odziv, ki ne deluje, kot da bi bil od njihove bližnje osebe, sproži rdeče alarme. V tem primeru Bojev sin očitno prejme to sporočilo, napisano v polomljeni angleščini, kjer Bo trdi, da se seli v Ekvador in naj ga ne išče več. Bojeva družina ga vseeno prijavi kot pogrešanega. Poročilo o pogrešani osebi je bilo vloženo v Kaliforniji, vendar je živel v Mehiki. Tako lokalne oblasti s tem poročilom o pogrešani osebi niso mogle storiti prav ničesar. Za ameriško družino enega od teh fantov je zelo težko začeti preiskavo v Mehiki. Tam spodaj je popolnoma drug svet in je zelo skrivnostno in težko se je znajti. Torej, če imajo tipa, ki je hodil z napačno punco in so ga ogoljufali za denar, kje je to na lestvici njihovih prioritet? Bili smo precej prepričani, da je bil žrtev povezana z Auroro, potem ko je izginil. Na njegovem računu so bile transakcije. In potem so bili nakupi, za katere lahko potrdimo, da jih je Aurora opravila z njegovih bančnih računov. Uspeli smo povezati vse skupaj. Bilo je poročilo, da je nekdo stopil v stik s sindikatom Roberta Yearboxa. In zdi se, da je nekdo, domnevno Aurora, poskušal preusmeriti njegovo pokojnino. In to se seveda ujema z drugim vedenjem, ki je bilo očitano. Bila je neusmiljena, hladnokrvna in naredila bi vse, da bi dobila denar od svojih žrtev, tudi potem, ko jih ni bilo več. Ocenjujemo, da ji je uspelo pridobiti približno 300 000. Poskušala je pridobiti več kot 3,5 milijona. Na srečo je bilo to označeno, ampak to je samo tisto, za kar vemo. Žal je družina Boja Erbacherja ostala v nevednosti. Čakali so in se spraševali, kaj se mu je zgodilo. To je mučenje, če ne veš, kje je tvoj ljubljeni, če nimaš občutka. Je ta oseba mrtva, živa? Kako greš naprej, če ne moreš dobiti odgovora ali razrešitve glede nekoga, ki ga imaš rad in je izginil?
Ko začneš raziskovati te žrtve, začneš prevzemati skoraj odgovornost za njihove družine. Veliko jih se zdi, kot da niso vedeli, na koga naj se obrnejo po pomoč. Nekateri med njimi so leta čakali, da bi izvedeli, kaj se je zgodilo z njihovim ljubljenim. In postalo je zelo osebno. Med preiskovanjem tega, kaj se je zgodilo z njihovimi ljubljenimi, razviješ povezave z družinami žrtev. To te opomni, da tu ni samo zgodba, ni samo preiskava, ni samo pregon. Tukaj so pretela resnična življenja. In to je pomembno. Za agenta Zacka Franklina je primer Boya Erbacherja, ki ga FBI označuje kot tretjo žrtev, mu skoraj dobesedno krati spanec po noči. Neke noči sem se zbudil iz sanj, v katerih mi je tretja žrtev govorila: pomagaj mi, pomagaj mi. Mislim, da so vsi odpisali, no nikoli ne bomo našli trupla tretje žrtve. In mislim, da mi je to pomagalo ohraniti upanje, da ne, da je tukaj še nekaj več. Moramo še naprej kopati. Približno leto in pol po začetku preiskave smo uspeli najti njegovo telo v mrtvašnici v Mehiki. In bilo je neverjetno, ker Mehika ne zadrži vseh trupel ves čas v mrtvašnici. In če je bil to zanje neidentificirano truplo, smo uspeli najti njegovo telo in ga vrniti družini. Bilo je zelo čustveno zame in za njih, ker so tako dolgo čakali, da pripeljejo svojega bližnjega domov. Verjamem, da je bil res poln upanja. In to je morda tisto, kar je, veste, privedlo do njegovega konca. To upanje, ta pripravljenost, da se preda takšni priložnosti za ljubezen. Veste, in zame je res žalostno, da je bila ena njegovih najbolj cenjenih lastnosti uporabljena. Oprosti. Srce parajoče zgodbe, kot je zgodba Boya Erbacherja, so del razloga, zakaj se FBI obrača na vas, naše gledalce. Vsaka pomoč pri prepoznavanju domnevnih žrtev bi lahko njihovim bližnjim prinesla nekaj pravice. Gigi je bil legendarna osebnost, ki so ga imeli mnogi radi. In to je resnica. On je bil takšen človek. Visok, postaven, lepo je govoril, lepo je dišal, vse, celoten paket. Znal je zabavati, znal je kuhati, poznal je dobro vino. Veš, kaj mislim? Vedel je, kaj počne, bil je izkušen. Rekel sem, bom poskusil to. To je Manuel Gus, znan tudi kot Gigi, ki govori o svojih mlajših letih v glasbeni industriji. In takrat sem bil brez prebite pare. Ni bilo nobenega denarja. Živel sem iz dneva v dan, niti nočem reči iz plače v plačo. Bili so težki časi. Gigi je še en starejši Američan, ki je živel svoje najboljše življenje v Mehiki, ko je FBI izvedel, da nekaj ni v redu. In ga označujejo kot četrto žrtev. Žrtev številka 4 smo ponovno identificirali prek povezav, ki smo jih razvili. In uspelo nam je stopiti v stik z družino četrte žrtve, ki je potrdila, da je četrta žrtev umrla maja 2022. Ampak verjeli so, da je bilo nekaj narobe z okoliščinami njegove smrti. Tudi on je živel v nekakšnem predmestju Guadalajare, imenovanem Ajijic, ki je tik ob mestu Chapala. Zelo tekoče je govoril špansko, zato mu Mehika ni predstavljala težav. Imel je prijetno skupnost okoli sebe in tam na tistem območju je že postajal precej znan, ker je zgovoren, rad se druži, zato mu ni težko, je ekstrovertiran. Tako je pač živel. Bil je starejši moški, tako kot vsi ostali. Vodil je posel tam spodaj, mislim, da je imel tako prikolico s hrano, kot tudi svojo različico Uberja. No, dober dan vsem tam zunaj na Instagramu. Tu vaš Gigi. Naj vam povem, da je danes petek, dan ocvrtega krompirčka. Torej, če še niste poskusili mojega krompirčka Krabby Fries in živite na območju jezera Chapala, pokličite me danes. Se slišimo kasneje. Njegov avto, ki je bil pogrešan, je upravljal prevoze prek aplikacije.
Pogrešen je bil tudi njegov pes. Pogrešen je bil tudi njegov telefon. Ta žrtev je vsak dan redno klicala svojo hčerko. Pogovarjala sta se vsak dan, na to pa ni več slišala očeta. Poskušala ga je poklicati, ni bilo odgovora, poslala mu je sporočilo, pa tudi ni bilo odgovora. Zato je postala zelo zaskrbljena in poklicala lokalno policijo v Mehiki. Policija je vstopila v hišo, da bi preverila, ali je z njim vse v redu, in ga našla mrtvega na tleh kopalnice v njegovem domu. Njegova bivša mi je povedala preko Instagrama. Poslala mi je dolg odstavek, da so našli Gigi mrtvega. Izvedela je, ne vem, ali je to slišala od drugih ali od družine, in rekel sem ne. Takrat še niso imeli nobenih novic. Leni morda ni vedel, kako je njegov prijatelj umrl, je pa vedel nekaj o njegovem življenju v Mehiki. Zdi se, da je tam hodil z neko žensko. Pravi, da je Mehičanka. Veš, govori kar dobro angleško. Veš, rad sem v njeni družbi. Zelo privlačna je. In čim več sva se pogovarjala, potem omeni, ja, ima moža, ki ga zapušča. Rekel sem, lej, posluši, bod previden. In rekel sem, ti si tarča. Ne, jaz to gledam. Ne. FBI odkrije, da bi njegova punca lahko bila Aurora Phelps. Eden ključnih dokazov, ki smo jih našli, je bil bremenitev pri American Precious Metals Exchange, APMEX, za zlatnik, ki je bil poslan na Aurorino hišo, potem, ko bi ga že našli mrtvega. Vedel sem, da ji je dajal denar. Tega se spomnim. Vprašala bi, veš, nekaj 100 tukaj, nekaj 100 tam, dajal ji je gotovino. Nikoli ni omenil, da je posegala v njegove bančne račune. Ta primer prikazuje plenilca, ki preži brez strahu. Ta ženska ni imela vesti. Naredila bi karkoli, komorkoli, da bi dobila, kar je hotela. In to, kar je hotela, je bil njihov denar. Vem pa, da je imel dovolj za upokojitev. Ne pravim, da je milijonar. Imel je dovolj denarja, da bi tam užival življenje. Bil sem razburjen, zelo razburjen, ker je bila to moja največja skrb glede njegovega odhoda tja. Da bi postal tarča, da se nekaj zgodi. In točno tako se je tudi zgodilo. Zdi se, da je Aurora Phelps povedala Gigi Goose veliko laži, a ena stvar je bila resnična. Takrat je bila poročena. Njen mož, znan kot Cody Phelps, je živel v Las Vegasu. Torej je vprašanje za FBI, koliko je v resnici vedel. Na podlagi naših pogovorov z njenim možem, veste, bil je skromen, nič hudega sluteč. Ni vedel zakaj je imela te, veste, razkošne torbice, ki jih je kupovala in ves ta denar, ki je prihajal. Kako ti lahko kaj takega uspe, kar pred nekom drugim? Mislim, on trdi, da pri njej res ni opazil te osebnosti. Ampak njun odnos je bil zelo nestanoviten. Bržamen, da je preprosto vedel, da nekaj ni bilo v redu. Ampak ni hotel povzročiti prepira, ni hotel razburkati zadev. Se je bal nje? Ga je ona ogrožala? Je bil finančno odvisen od nje? Si je dopovedoval, ne, ona ne dela nič narobe, ali ne nočem ničesar reči, ker sem prepričan, da iz muhe delam slona. To je nekdo, ki je lahko vzdrževal zakon, imel moža, ki je mislil, da je vse super. Ampak vmes je z dvojnim državljanstvom deloval v 2 državah in izkoriščal starejše, ranljive moške na obeh stranih meje. Aurora očitno zelo hitro najde svojo naslednjo prijavljeno žrtev in ni presenetljivo, ustreza istemu vzorcu. Bil je ameriški državljan, ki je živel tam spodaj, je kiropraktik in je spet uporabljal aplikacijo za zmenke ter spoznal Auroro prek te aplikacije. In dogovorila sta se, da gresta skupaj na obrok. Morda ga je omamila, ko sta bila zunaj na večeri, a nekako sta se vrnila nazaj k njemu domov. In medtem, ko je bil na pol pri zavesti, je imela prost dostop do vseh njegovih dokumentov in računov. Skoraj takoj, ko stopi skozi vrata, začne brskati po predaljih, skoraj kot da ni več pomemben. Seveda, ker je on tam, so tam tudi ključi in vse, tako da lahko zelo enostavno vstopiš. Potem pa gre on neznano kam, medtem ko ona začne brskati po stvarih. Po besedah prijatelja Aurore, ko je Aurora živela v Arkansasu, je delala kot farmacevtska tehnica,
in je nekaj malega vedela o zdravilih, vključno z relaksanti in sedativi. Ker ta zdravila ljudi držijo budne, ni sicer pravi serum resnice, ampak če jih nekdo vpraša, kakšno je vaše geslo za veste, običajno geslo, ki ga uporabljate, najverjetneje ga bodo povedali, ker v takem stanju ne vedo bolje. Pravila za pridobivanje različnih zdravil v lekarnah v Mehiki so drugačna kot v Združenih državah. Tam so veliko bolj popustljivi. Lahko vstopite v lekarno in dobite skoraj vse, kar želite. Zato ji ne bi bilo težko dobiti Valiuma ali Xanaxa, ali morda celo nečesa bolj nevarnega, kar je bilo pomirjevalo, ali nekaj, kar bi lahko uporabila za nadzor nekoga. Na srečo pa ta domnevna žrtev ni bila sama v tej hiši s svojo napadalko. Na srečo je živel tam, kjer dela. Vse vodi od doma. Ima gospodinjo, ki živi v hiši. Zbudi se in najde to čudno žensko v hiši, kar jo zelo prestraši. In vpraša, kaj pa počnete? Aurora je rekla, da je bil pijan in da mu bo to pomagalo, da se zbudi. In tako jo prepriča, da ji pomaga spraviti njega v kad, popolnoma potopljenega v vodo, da bi ga poskušali prebuditi iz njegovega pijanega stanja. Osebje je res prišlo, jih našlo v kopalnici in član osebja ga je takoj spravil iz kadi ter poklical oblasti, tako reševalce kot policijo. Spomni se le, da se je nekega trenutka zbudil v bolnišnici iz kome. Žrtev pravi, da sploh ne pije, zato ne bi mogel biti pijan. Moral je biti pod vplivom nečesa drugega. V širšem smislu ima ta domnevna žrtev srečo, da je sploh živa, vendar je utrpel precejšno finančno škodo. Policiji je prijavil, da mu je Aurora ukradla za $25,000 nakita, gotovine in elektronike. Ko pogledamo večino moških tam zunaj, bodo precej nevedni glede dejstva, da če grem spoznat to žensko, me bo omamila, me morda ubila in mi ukradla ves denar. Preprosto ni pričakovanja, da jih bo ženska izkoristila na tak način. Zdaj pa se moramo vrniti k moškemu, ki je bil prva domnevna žrtev, ki jo je identificiral FBI, John Wins, čeprav se je izkazalo, da je bil zadnja znana žrtev Aurore Phelps. Njegov sin Mike pripoveduje srhljivo zgodbo o tem, kaj se je zgodilo njegovemu očetu potem, ko je ta izginil brez sledu. Policija v Las Vegasu je poskušala komunicirati z mojim očetom. Pošiljali so si sporočila sem ter tja, a to očitno ni bil on. Ona se je pretvarjala, da je on in celo govorila, da bo na letu in da prihaja domov. Ob določeni uri in datumu, mislim, da je bila policija iz Las Vegasa na letališču, a nihče se ni pojavil. Policija pa najde posnetke Johna Winsa na letališču v Las Vegasu, vendar očitno potuje v Mehiko in njegov sin Mike se mu to zdi zelo čudno. Ni bil oblečen tako, kot bi se oblekel za potovanje. Bil je le v stari trenirki in ni imel očal. Ko je izstopil iz letala, posnetek ga je prikazoval v invalidskem vozičku. Dejstvo, da je bil v invalidskem vozičku, je bilo zelo pomembno. To ni bilo nekaj, kar bi se smelo zgoditi. Bil je v takšnem stanju, da so ga morali z letala odpeljati na invalidskem vozičku. Prepeljana ga je čez mejo v invalidskem vozičku do letališča v Tijuani, skozi tunel, ki prečka mejo. Če na to pogledaš z zunanje perspektive, vidiš žensko s starejšim gospodom, ki prečka mejo v invalidskem vozičku. Kot morda to ne izgleda tako nenavadno. Mislim, če pogledaš starostno razliko, ne bo vsak podvomil v to, kar na prvi pogled izgleda kot hči gospoda, ki ga potiska v invalidskem vozičku. Zato tole pritegne veliko pozornosti opazovalcev, da bi si mislili, da je nekaj sumljivega, da bi morali nekoga poklicati. Očitno je bil načrt, da bi se prijavili v hotel v Ciudad de México. Preden se je prijavil v hotel, je zvenel zelo medlo ali zmedeno. Vedo, v kateri hotel so se prijavili, in tam je tudi umrl v tistem hotelu. Našli so ga v kadi. Umrl je v nekaj dneh po ugrabitvi. Si lahko predstavljaš nekoga, ki bi omamil žrtev, na posadil na invalidski voziček, ga v invalidskem vozičku prepeljal čez mejo?
Mislim, to je res neverjetno drzno. Stalno so prihajali koščki informacij. Nekako so našli to sliko v mrtvašnici in potem je bilo 99%, da je to on, kaj ne? Ampak želeli so, da se DNK ujema in zato so ga morali izkopati. Ampak bilo je pravo čudo, da so ga našli. Tukaj je bilo veliko spretnosti strani preiskovalcev, veliko poguma strani žrtev in njihovih družin, poguma, da so se oglasili. Včasih pa potrebuješ, da se vse to združi še z malo sreče. In v tem primeru se je. John Vince je bil zadnja izmed domnevnih žrtev Aurore, toda to je bila prva, za katero je FBI izvedel. Kmalu potem, ko so začeli preiskovati njegov primer, so organi pregona v Las Vegasu privedli Auroro, vendar zaradi druge obtožbe. Ta pa sega v čas, ko je bila še v Arkansasu. Kakav mojo? Roko. V redu. Imaš pri sebi kakšno orožje? No. Nobene igle, rezila. Kaj takega? Prosim, usedi se. Gremo prek centrale. To je Aurora Phelps, ki jo končno pridržuje metropolitanska policija Las Vegasa, ne FBI. Bomo pošteni, gremo na poverstvo z žensko v pridržanju. Boli te roka. Ver. Bilo jih je nekaj. Bila je aretirana na podlagi naloga iz Arkansasa in zaradi tega je morala biti poslana v Arkansas, da bi se tam pojavila pred sodnikom zaradi tega naloga. Ko je bila tam, je stopila pred sodnika in navedla razloge, zakaj bi jo morali izpustiti. In na neki točki je bila izpuščena. In to zato, ker so bile obtožbe proti njej zaradi goljufije. Ne zaradi umora, veste, obtožbe ali česa takega, kar bi jo lahko zadržalo v priporu. Ona je prišla iz zapora v Arkansas, se usedla na avtobus in prišla v Las Vegas. In dejansko je odšla približno dan potem v Mehiko, je odletela. In dobili smo obvestilo, da je bila tam. In uskladili smo se s pravnim atašejem v Mehiki, ki nam je pomagal uskladiti sodelovanje z lokalnimi oblastmi, da bi jo aretirali zaradi nekaterih kaznivih dejanj, ki jih je storila. Tam v Jalisku, v zvezni državi Jalisco, Mehika. Obtožba je rop, vendar je bila povezana z našo preiskavo. Njena aretacija v Mehiki pomeni, da so jo odstranili z cest in lahko mirneje dihajo, saj ne bo več delala novih žrtev. Ampak postopkovne pravice obtoženca v Združenih državah še niso začele veljati. Poskrbeli so, da je bilo vse organizirano in pripravljeno, preden so ukrepali. Aurora je bila zvezno obtožena 13. septembra 2023. Obtožena je bila skupaj v 21 točkah. V tej obtožnici se sooča z obtožbami goljufije z elektronskimi sredstvi, poštne goljufije, bančne goljufije, kaj identitete in 2 obtožbi ugrabitve, od katerih ena vključuje ugrabitev s smrtnim izidom. FBI je nedvomno nadaljeval preiskavo Aurore in zbiral informacije tudi po začetni obtožnici septembra 2023. Torej, mine veliko časa in oni še naprej raziskujejo. Poskušajo zajeti celotno zadevo. Danes smo tukaj, da naznanimo kazenske obtožbe proti Aurori Phelps. Obtožbe, ki so danes razkrite, se nanašajo na kazniva dejanja, ki naj bi jih Aurora Phelps storila na škodo 4 moških žrtev. Do februarja 2025 je FBI zbral toliko informacij o morebitnih drugih žrtvah, da so ugotovili, o moj bog, imamo neverjeten niz kaznivih dejanj, ki jih je zagrešila ta ženska. Če smo že našli toliko žrtev, kdo ve, koliko jih je še tam zunaj? Takrat je sprejeta odločitev, da naredijo nekaj nenavadnega. In sicer, da obtožnico odpečatijo, da lahko skličejo tiskovno konferenco, jo objavijo javnosti in ugotovijo, ali lahko pridobijo informacije o drugih zločinih in drugih žrtvah. Medtem Aurora Phelps ostaja zaprta v Mehiki zaradi obtožb povezanih s smrtjo Roberta Boya Erbacherja.
Aurora Phelps je bila v Mehiki po sojenju v primeru Roberta Ehrbacherja obsojena na 37 let in 6 mesecev zapora. Kolikor vem, se Aurora sooča z drugimi postopki v Jaliscu v Mehiki v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, ki jih je storila tam. FBI je potrdil, da bo Aurora po zaključku postopkov izročena. Ni jasno, kako obsežni bodo postopki proti Aurori, preden bo prišlo do izročitve. Ko bo izročena, se bo soočila z obtožbami, ki so navedene v zvezni obtožnici. Torej teh 21 obtožb goljufije in ugrabitve v zveznem okrožju Nevade. V Združenih državah ji grozi dosmrtni zapor. Upajmo, da bo preostanek svojega življenja preživela v zaporu. Ljubezenska prevara obstaja že od začetka časa. Te zgodbe so stare toliko kot Sveto pismo. Toda Aurora Phelps to dvigne na povsem drugo raven. Ta primer je izjemen iz več razlogov. Prvič, kako dolgo ji je to uspevalo. Drugič, dejstvo, da je lahko izkoriščala te moške na takšni ravni. In preprosto drznost tega dejanja. Njeni mar. Naredila bo karkoli, komorkoli, da dobi, kar želi. Bila je zasvojenka, bila je zasvojena z lovom. Vznemirjenje lova, morda celo bolj kot tisto, kar je pridobila z lovom. In to je resnično strašljivo. Zato nas je FBI prosil, da povemo to zgodbo. In zato prosijo tudi vas, da jim pomagate. Če se nam to sliši podobno kot nekaj, kar je doživel vaš bližnji ali ste doživeli sami, prosimo, pokličite FBI s temi informacijami. Z veseljem bi se pogovorili z vami. In obstajajo nekateri znaki, na katere morate biti pozorni. Prvič, osnovno časovno obdobje naj bi bilo od leta 2019 do 2022. Ali je prišlo do goljufije na njihovih bančnih računih? Ali so bili nakupi, ki jih vaš bližnji nikoli ne bi opravil, izdelki, ki jih nikoli ne bi zanimali, kot so Dior, Chanel in druge stvari. Nekateri svojci opazijo, da so izdelki poslani v Las Vegas, čeprav tam nimajo nobenega naslova. Nekaj, kar bi bil lahko opozorilni znak je: Hej, moj bližnji je imel droge v telesu, ampak vem, da ne jemlje drog. Ali pa je bil tako pijan, da je imel nesrečo, pa se sploh ne pije. Če opazite kaj nenavadnega in imate tisti občutek, kot da vas nekaj opozarja, je najbolje, da pokličete ali oddate prijavo. Javnost so naše oči in ušesa. In brez sodelovanja javnosti ne moremo opravljati svojega dela. Če veste karkoli o Aurori Phelps ali tej preiskavi, vas prosimo, da nas kontaktirate. Rekel bi, da je primer Aurore Phelps zagotovo eden tistih, ki izstopajo skozi vso mojo kariero. In mislim, da vsak, ki se ga je dotaknil, vsak, ki je bil na kakršenkoli način vpleten, tega težko pozabi. A je tudi eden tistih primerov, pri katerih ti je v čast, da si bil del tega. Zelo sem se zbližal z vsako od tvojih družin in žrtev, ter delim njihovo žalost. In zaradi tega jih začneš metrati iskreno, začneš jih metrati kot sočloveka in kot ljudi. To je. Neverjetno je, da je FBI opravil tako čudovito delo in ga pripeljal domov. Tukaj smo hodili na ribolov. Je kar ribiče. In to je območje, kjer smo pospremili mojega očeta k zadnjemu počitku. In veš, raztrosili nekaj cvetja, izrekli nekaj molitev in ga položili k zadnjemu počitku v morju, kot si je želel.